In tako danes imamo Kostanjev piknik, ki je v bistvu vsako leto malo pogosti, malo spremembe, malo dogajanja v stvar v zavodu. Evo, to je bosanski tobak, ki ga naročim po pošti, je brez davka in pride ven kilo tobaka za en mesec. V bistvu malo sam skadim, malo potalam in prijem poceni skozi. Če bi cigarete kadil, bi 4-krat več porabil soldov. Ne more človek živeti tukaj pol life po takih ustanovah, kot je psihiatrija, kar je vse bullshit. Se zdaj ne ve, kako narediti tukaj s tem prijateljem, ker je pač pil eno razročilo z mešano z vodo in je dobil kazensko 1 leto zaprtega. Če bil jaz dol, bi že ponoril. Ja, na zaprti oddelek sem prišel zaradi uživanja alkohola. So napisali, da škodujem samemu sebi oziroma da ogrožam sebe in so me strpali na zaprt oddelek za 1 leto. Junija so me dali na zaprt oddelek, ko nisem povedal, kam grem, sem pohajal po Sloveniji, pa nisem rekel, kdaj pridem nazaj, pa so me dali na varovani oddelek za pol leta. Živijo, jaz sem Erik, živim tle na zaprtem oddelku v Dutovljah. Zdaj bo 4 leta, ko sem tle. Tle zapadeš, pozabiš, da si živ in še zadrogiran si. To je še to, kar je. Meni se zdi, da so te zdravniki, no vse pravim, kot da se pogovarjajo z nami, da imajo pištolo tako pred tabo. Samo da imajo injekcijo, namesto pištole imajo injekcijo. Na koncu si res stigmatiziran od družine, od države in te institucije, ko niso namen za dobrobit človeka. Mi, to bi mogli imeti, psihoterapija bi mogla biti vključena v zdravljenje. Ko človek rabi pogovor, ne žaljenje, žalitve. Ne. Zaprt oddelek negativno vpliva na človeka, ne? To je dejstvo. Če lahko omenim eno kolegico, je v bistvu ona, ki je prišla na zaprti oddelek, še bom rekel, bed trenutke doživljala, ki pa prej, preden je bila na odprtem oddelku. Varovani oddelek, nažalost, zaenkrat ostaja. Ne vem, kako bo v bodočnosti. Sredstva, ki smo jih mi dobili, so namenjena preselitvi 70 stanovalcev ven. Niso namenjena zaprtju doma. Žal ne. Mislim, tako je. Ne? Ker se mi, da se prevečkrat zadnje čase poudarja, cilj projekta je preseliti 70 ljudi. Ker na začetku smo poudarjali, cilj projekta je preobrazba zavoda. Zdaj pa se poudarja, cilj projekta je preseliti 70 ljudi. Tako da se tudi na projektu sprašujemo, in tudi poudarjamo, večkrat se poudari, ja, ampak treba je biti pozoren na kvaliteto teh preselitev. Poudariti moram tudi sama še enkrat, da se s preselitvami naš proces ne zaključi. Takrat se pravzaprav še najbolj začne. In kar se mi zdi pa še pomembneje je to, da skupaj s skupnostjo, kjer bomo zaživeli, dejansko začnemo razvijati tisto, kar tam prebivalci še potrebujejo, pa nimajo. Marca pravzaprav konec februarja se je zgodila velika sprememba.
Menjali smo vodstvo, torej svet zavoda je skupaj z ministrom odstavil tedanjega direktorja Matjaža Prelca, ki je dejansko zaviral proces deinstitucionalizacije in preselitev naših stanovalcev v skupnost, predvsem pa je zaviral delovanje projekta in vsebinskega dela in pripravo na to, da pravzaprav naši stanovalci in zaposleni lahko v skupnosti skupaj zaživijo.